Spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Smo v intenzivni pripravi na Božič, na božične praznike in kaj bi bilo boljšega, kot slišati pravo božično zgodbo, kot sta je zapisala evangelista Matej in Luka. Knjigo s tem naslovom je namreč že lansko leto izdal frančiškanski pater dr. Andraž Arko, ki je danes naš gost. Dobrodošli, pater, v naši družbi. Hvala. Za začetek vas vprašam, kako sami doživljate ta predbožični čas, čas adventa, ki vse na zunaj nič ne pomaga poglobitvi našega duhovnega življenja. Kar naprej nas vabi veseli december, ne? Ja, ali pa celo nori december, lahko rečemo. Zdaj, ker imamo vse, lučke gorijo po naših krajih, izložbe so že od praznika vseh svetih naprej napolnjene z vso božično, kvazi božično navlako. In predvsem čas, ko nas advent vabi k neki poglobitvi, je poln vseh predbožičnih zabav, nastopov, koncertov, takih in drugačnih dogodkov. In je tukaj težko in je zelo pomembno, da se sami odločimo za to. Znotraj vsega tega, zase, za mir, za resnični advent. Ker lahko se ves čas govarjamo, pa rečemo, ja, pa je krivo to, polno to. Razlogi zunanji bojo zmeraj. Čeprav ne moremo hoditi zaprtimi očmi, ne? Dan za dnem. Brez nadaljnega. Imate tudi primere, ko so družine, ki so kristjani, so se odločili, da bojo pač oni tudi od Miklavža naprej imeli tudi lučke že doma, pa počasi sestavljali, pa pravljali jaslice, pa tako naprej. Vse po eni strani, če tako pogledamo, če so se lučke že konc praznika vseh svetih začele, pa da jih imamo mi potem še do svečence, je potem 3 mesece božičnega vzdušja, je tudi malo vsega preveč. Govorim predvsem o tem, ne da bi se borili s svetom pa s komercialo, ampak da bi si pri sebi izborili tisti prostor, ki omogoča pripravo na praznik Gospodovega rojstva, to, k čemur nas advent v resnici vabi, neki poglobitvi, umiku v tišini. Ne pomeni, da gremo v puščavo, ampak a si lahko znotraj tega norega decembra najdemo tiste otočke miru, tišine, kjer se lahko toliko ustavim in vprašam, kje pa jaz letos še posebej v svojem življenju potrebujem odrešenje. Ker praznik Gospodovega rojstva, Božič, je v resnici praznik odrešenja. Vse Božji sin, Jezus Kristus, učloveči, da bi bil med nami in da bi nam prinesel odrešenje svoje smrti in vstajenjem. In zato sledi iz tega vprašanja, kje pa tukaj in zdaj, v tej točki mojega življenja, jaz potrebujem odrešenje. Pa vprašanje za moža in ženo, kje mi dva potrebujemo odrešenje, kje starši in otroci, kje mi v redovni skupnosti potrebujemo odrešenje. Že nekaj časa delujete v frančiškanskem samostanu v Nazarjah, ne? Kako teče priprava pri vas, v vaši župniji? Ja, prav v tem smislu, da se spodbujamo k temu, da tudi v tem pridigo temu namenimo v tej smeri. Pa predvsem seveda tisto, kar je tudi eden ključnih momentov, s priložnostjo in pripravo na spoved. Tako da je tudi tukaj eden tistih ključnih momentov, se mi zdi, ki je za nas katoličane pomemben, kot priprava na praznik Gospodovega rojstva. Torej, da tudi isto, kar je mene utrgalo stran od Gospoda, ali pa kar me trga, da lahko položim v zakrament spovedi, ki me privede v tisto bližino nazaj z Gospodom. Vi ste se zelo poglobili tudi v pravo božično zgodbo, ne? Kot ste zapisala evangelista Matej in Luka, kakor sem že omenil na začetku, pri tem ste si zelo pomagali z nekim zelo znanim ameriškim teologom, odličnim eksegetom, biblicistom Raymondom E. Brownom, ne? Kakšna je vaša povezanost z njim oziroma je bila? Kako da vas je tako navdušil? Ja, zgodba je malo daljša, v tem smislu zgodovinsko gledano, da ko mi je v okviru podiplomskega študija profesor Maksimilijan Matjaž, naš aktualni celjski škof, dal njegovo knjigo The Death of the Messiah, Mesijeva smrt,
me je tako zelo pritegnil, da sem si rekel, ko bo enkrat malo možnosti in priložnosti, si bom vzel tudi njegovo knjigo The Birth of the Messiah, torej Mesijevo rojstvo. In ko sem začel to knjigo brati, ki je sicer zelo strokovna, eksegetska, torej razlaga posamezne vrstice, besede in tako naprej, sem si rekel, mogoče bi bilo pa dobro, da si kakšno zadevo tudi zapišem, da mi bo še kaj ostala. Potem je pa tega kar naenkrat začelo več in več nastajati in potem sem si rekel, mogoče bi bilo pa vredno si kakšen povzetek v tem smislu narediti, da bo še komu koristil. No, slednjič je potem začela nastajati veliko teh povzetkov. Tako, in je nastala prava božična zgodba. Tudi v smislu najprej, da sva s takratnim urednikom Tednika Domovine, Tino Mamičem, prišla v govoru na idejo, kaj pa če bi mogoče to kot neka nadaljevanka izhajala, predvsem v smislu priprave, kajti lansko leto smo obhajali 800-letnico od dogodka, ko je sveti Frančišek Asiški v italijanski vasici Grečo ustavil prve jaslice. In kot nekakšna priprava na ta jubilej ob 800-letnici je bilo, so v bistvu ti prispevki izhajali v domovini, potem pa slednjič v malo širši in še poglobljeni obliki bili izdani torej v tej knjigi. Koliko je za vsakega človeka pomembno soočanje z resnico, da ne bi živeli v nekih svojih sanskih predstavah, pravličnih, čarobnih, romantičnih, še posebej, ko gre za življenjsko zgodbo našega odrešenika? Mogoče ne bi šlo toliko v pravličnost, ampak prej to, kar se je zgodovinsko zgodilo in kar nam je morda od vsega tega najmanj znano. Drugo, kaj so nam o tem ohranili oziroma sta nam ohranila evangelista Matej in Luka in zapisala v vsak svoj evangelij. In tretje, kar se je ob tem oblikovalo izročila v cerkvi. In tudi posledično ljudskega izročila. Da se prav razumemo. Evangelist Matej zapiše, da so se Jezusu prišli pokloniti modri z vzhoda. Tekom zgodovine je število teh modrih z vzhoda nihalo od 12 do 2, 4, slednjič se je nekje standardiziralo na številki 3, tudi v povezavi z darovi, ki so bili. Iz tega ven pa imamo, torej to je neka tradicija, ki je znotraj cerkve, hkrati se je pa to oblikovalo v ljudsko izročilo, v folkloro, kjer imamo kolednike. Ko Gašper Miha Boltežar z zvezdo repatico, po možnosti še s kakšno kamelo, hodijo naokoli in torej prinašajo blagoslov in hkrati, kot je tudi pri nas navada, zbirajo sredstva za misijone. Večinoma, verjetno tudi vi, imamo že iz otroštva neko romantizirano predstavo o Božiču. Vi bi nam radi s to knjigo, s to vsebino pomagali, da bi celostno gledali na božični dogodek, ne le, kot ste zapisali, na lepo, sladko, gladko. Na kaj torej radi pozabljamo pri resnični božični zgodbi? Mogoče je prav to, kar ste sami rekli, da smo bili v tem vzgajanju, v tem smo rasli, to je tisto vzdušje otroško, ko stavljaš jaslice, ogenček, potoček, štalco, pa še noter seno. In vse te stvari, ki so povezane s praznovanjem božiča in obhajanjem, kar je nekaj lepega in kar se je verjetno, če smo imeli lepo izkušnjo, zapisalo globoko v našo dušo, v naše srce in intimo. In zato božične praznike doživljamo zelo s posebnim odnosom, no? Tako čustveno. In hkrati, pa če si pogledamo malo z vidika, kakšen je ta razkorak med svetopisemsko zgodbo in to, na kakršen način mi obhajamo in kot smo sprejeli vse skupaj, pa je nekaj razlik. Ker ne nazadnje, že samo v tem, ko postavljamo jaslice, v jaslice postavimo poleg seveda svete družine, vola in osla, v katerih ne piše noben od evangelistov, postavimo pastirčke, v katerih piše samo Luka, in postavimo modre z vzhoda, v katerih piše pa samo Matej. In smo navajeni v resnici božične zgodbe kot kompilacije obeh
pripovedi, tako Lukove kot Matejeve, in seveda še vsega ostalega ljudskega izročila, ki je prišlo ob tem zraven. Vi ste Frančiškov brat, tudi vaš ustanovitelj se je hotel čim bolj približati Kristusu, ne le po načinu življenja. Nekateri pisci so šli tako daleč, da pišejo, da bi naj že od rojstva bil Frančišek drugi Kristus. Zakaj? To je šlo v smislu želje, da bi prikazali, kako je Frančišek Asiški Božji mož, priličen Kristusu, kristoličen, Kristusu podoben. Namreč s tem, ko je 2 leti pred smrtjo prejel na gori Laverna Kristusove rane, stigme, so potem v tej luči, po njegovi smrti seveda, ko so hoteli pač gledati tudi na to njegovo pot svetništva, želeli prikazati, da je tudi ne samo v smrti, ko je prejel Kristusove rane, že pač malo pred smrtjo, podoben Kristusu, ampak tudi že ob rojstvu. Seveda je to tudi tendenca literarne zvrsti, hagiografije, torej pisanja življenjepisov svetnikov po nekem ustaljenem vzorcu, ker je pač treba pokazati, da je ta svetniška oseba v resnici se priličila Kristusu, je Kristusu podobna. In iz tega je približno 200 let po Frančiškovi smrti nastala legenda, ki se jo povezuje tudi še z izročilom, da je ob Frančiškovi rojstni hiši, kakšnih 20-30 metrov niže dol po ulici, kjer naj bi bila štalca, kjer naj bi bilo hlev, torej njihov domač, da so tja morali po izročilu nesti Frančiškovo mamo Piko, ko je rojevala in ni mogla roditi, in potem je neki tujec potrkal na vrata in rekel, da dokler ne bo gospa Pika rodila v štali, se ne bo porod zgodil. No, in potem naj bi jo tja odnesli in naj bi tam rodila Frančiška. In so v tem smislu hoteli prikazati ta paralelizem. Torej, tudi ob rojstvu je že Frančišek bil podoben Kristusu. Tukaj moramo bolj, mi imamo zdaj način razmišljanja zelo znanstven, mora biti dokazi in tako naprej. Tukaj taka stvar lahko hitro odpade kot neko praznoverje, ampak bi naredili krivico temu. Tukaj moramo gledati v smislu duhovnega sporočila, ne strogo zgodovinskega. Ker če bomo šli strogo zgodovinsko, potem seveda lahko ogromno stvari odpade. Vendar je bil sin bogatega trgovca, ne? Tako. In zato so v resnici take stvari nastale bolj kot stvar duhovnega izročila. Se pravi, kako pokazati predvsem, kar je bistveno in kar pa je zgodovinska resnica, da je Frančišek Asiški bil Božji mož, da je svetnik. S kakšnimi besedami menite, bi nas Frančišek danes spodbudil k doživljanju božične skrivnosti? Da bi se v resnici odpovedali vsemu temu, kar nas navzven vznemirja, da bi se morda bili zmožni odpovedati tudi nekim svojim pričakovanjem, fiksnim predstavam, da bi v resnici v preprostosti svojega srca zmogli sprejeti Kristusa v svoje življenje in ga tam objeti. Tako kot je ravno iz tega momenta, ki se je zgodil v Greču, so potem slikarji ga mnogokrat upodabljali, torej z detetom Jezusom v naročju, kako ga sveti Frančišek torej crklja, ne nazadnje tudi v sami votlini v Greču, tudi freska, ki o tem priča, oziroma kako kleči pred Kristusom v jaslih. Prav, da bi zares bili pripravljeni sprejeti Kristusa v svoje življenje in ga sprejeti kot odrešenika in ga ljubiti. Matejev in Lukov zapis o Jezusovem otroštvu sta zares edina verodostojna temelja za potovanje v času in prostoru v samo središče svetovne zgodovine, tako je zapisal v predgovoru v knjigo vaš sobrat, pater Miran Špelič. Tu je torej izvir. Zakaj apostola Marko in Janez ne zapišeta ničesar v Jezusovem otroštvu? Marko preprosto zato, ker začne že s tistim, kar je, torej javni nastop, javno delovanje. Kot najstarejši evangelij po nastanku je začel s to zgodbo. Javno razodetje Kristusa v krstu v Jordanu, ko oče razodene, ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje.
In potem seveda ni zadoščalo. Kaj je bilo pa potem, kaj je bilo pa predtem, je bilo potem vprašanje lahko prvih kristjanov. Sej Jezus ni začel z Jordanom, a se ni on nekoč rodil. Ne? In v tem smislu sta potem Matej in Luka dodala tudi k svojemu evangeliju pripovedi o Jezusovem otroštvu. Janozov evangelij se pa začne na prav poseben način s tako imenovanim prologom, v katerem je pa zanimivo, ne, to, kar poznamo kot božično zgodbo pri Mateju in Luku, v bistvu Janez to poda na nek teološki način in to imamo v tem združeno, da on že vnaprej pove, da je o predobstoju Jezusa, se pravi, Jezus je od vekoma. Beseda je bila pri Bogu že od zmeraj in se je učlovečila. In zato prav ta odlomek beremo na božični dan. To bi se tudi vprašal, dojemanje, razumevanje Jezusove božje narave. Kako se je razvijala v tem smislu kristologija pri vseh 4 evangelijih? Samo zavedanje že znotraj skupnosti kristjanov se je zgodilo ob, lahko rečemo, Jezusovi smrti in stajenju, oziroma kasneje tudi še ob prihodu Svetega Duha, ko so lahko velikonočne dogodke začeli umevati, se pravi v moči Svetega Duha, umevati torej velikonočne dogodke kot kristološke. In to zavedanje je potem šele prišlo, ker mi imamo zdaj, ko beremo evangelije, nam je že jasno od začetka, ker nam pove že, to pa Jezus Kristus, ki je Mesija, ki je odrešenik in tako naprej. Mi že vsi vemo, da je Jezus odrešenik. Ma ko so te ljudje živeli z njim, oni niso vedeli, da je takoj od začetka, da je pa Jezus, Božji sin, Mesija, napovedani odrešenik in tako naprej. Zato tudi Marko, na primer, ravno kot najstarejši, pri bralcu zbuja tisto zanimanje. Kdo pa je ta? Potem čudiš, kdo je ta, ki sta mu pokorna nebo pa morje, pa ne, zakaj, kdo je, ne? To čudenje, da ni takoj, ta je pa ta, ja, se že vemo, ne? Mi vemo zdaj, ker so nam to izročili in ker smo od malega v tem bili vzgajani. Ste tudi zato zapisali, da evangeliji niso biografija, ampak teologija? To je pa druga skušnjava. Namreč skušnjava, da bi evangelije brali kot Jezusovo biografijo, kot življenjepis. Prav gotovo so dogodki iz njegovega življenja, ampak postavljeni so pa v vsakem evangeliju, kot je pač evangelist pisal v duhu in luči svoje teologije, s katero nam je želel predstaviti odrešenika Jezusa Kristusa. In torej, tisto, kar je ključno pri tej zgodbi, je, da je teologija. Teologija pomeni, da je predstavi Jezusa Kristusa, Božjega sina in ne njegove biografije. In tukaj je ponovadi največji problem, s tem srečajo recimo filmski ustvarjalci. Želijo posneti film o Jezusu in seveda se vzame potem dogodki dobesedno, ki so pa mnogokrat v resnici s teološkim sporočilom, ne pa nujno strogo zgodovinskim. Mogoče, da bomo razumeli lažje še, pa če stopimo malo ven iz evangelija. Stopimo v staro zavezo. Kakšna je razlika med zgodovino pa med teologijo? Ko je torej Mojzes izpeljal Izraelce iz egiptovske sužnosti in je potem jih Bog rešil skozi Rdeče morje in so prišli na drugo stran, kaj je zdaj tukaj zgodovinskega in kaj je teološkega? Zdaj lahko grejo arheologi iskati točno, kje so šli, čez kjer del more, kako se je zgodil, a je bil cunami pa je umaknil vodo, a je bila taka huda useka, da so tam brodili po tisti vodi in šli čez. Lahko, a so šli na tej strani Sinajskega polotoka ali na uni strani, pa so prišli v Saudovo Arabijo današnjo. Ni bistveno, ker je bistveno teološko sporočilo. Mi smo bili sužni, ni bilo mogoče, da bi tam šli čez, ampak v tistem trenutku je Bog naredil, da smo lahko prišli čez in Bog nas je odrešil in prišli smo na uno stran in naše sovražnike je zalila voda in mi smo bili rešeni. In to je teološko sporočilo. Bog nas je odrešil. Kdo je bil evangelistom vir informacij? Ja,
Zdaj, nekateri so po, bi rekel, nekem izročilu ali pa po načinu pisanja sklepali, da bi lahko bil recimo Matejev vir Jožef, ki mu je lahko pripovedoval o teh svojih sanjah in tako naprej. Ampak v resnici to, če gremo bolj pobliže gledati besedilo, ne vzdrži. Tudi, kar bi bilo sicer bolj verjetno, da je Marija bila tista, ki je Luko pripovedovala o dogodkih, do neke mere lahko vzdrži, pa vendarle tudi ni, bi rekel, eksaktno dokazano, vsaj tako kot tudi Raymond Brown prikazuje in dokazuje v svojem pisanju. Tako da so v resnici do neke mere lahko ob določenih zgodovinskih podatkih, ki so jih torej vendarle po izročilu pridobili, lahko tudi po Jezusovih sorodnikih, bratrancih in tako, je predvsem ključno, da oba gradita predvsem na platformi stare zaveze. Da torej se določeni starozavezni dogodki odslikavajo v zgodbi o Jezusovem rojstvu. Gre za dve pripovedi o Jezusovem otroštvu, torej Matej in Luka imata vsak svojo, ne? Ja. In sta, kot sem že prej samo v kontekstu jaslic omenil, mogoče ravno v teh dogodkih najbolj raznoliki. Eden govori o pastirjih, drugi o modrih z vzhoda. Kaj bi mi izvedeli o Jezusovem rojstvu, če bi upoštevali le recimo Matejev evangelij? Ja, če bi imeli Matejev evangelij, potem ne bilo štalce, ampak bi se Jezus rodil v hiši. Ker če gremo natančno brati Mateja, vidimo, da so modri z vzhoda prišli in našli Marijo z detetom v hiši. Ne bi vedeli nič o pastirčkih, ampak ostali bi pa v tej kruti zgodbi pokola betlehemskih otrok in seveda begu v Egipt in potem vrnitvi v Nazaret. Medtem ko, če bi nam ostal samo Luka, ne bi vedeli, da so obstajali modri z vzhoda in ostale stvari, ki so s tem povezane. Nekako med seboj dopolnjujejo, ne? Seveda. In tako kot je rekel in zapisal sveti Irinej Lionski, da so vsi štirje evangeliji štirioblični evangelij. Se pravi, 4 obličja našega Gospoda, različna, kot jih pač vsak evangelist predstavi, kot je pač on ob pisanju bil tudi navdihnjen in da je sledil tisti perspektivi, skozi katero želi predstaviti svoji skupnosti, svojim bralcem, torej Jezusa Kristusa, Božjega Sina. Torej, na nek način gre za neki celostni evangelij, osvetljen od enega z ene strani, drugega z druge in tako, ne? Ja. Jezusova božja narava, ki sva jo prej omenila, je bila razkrita že v času njegovega spočetja in rojstva. Zakaj pa so imeli težave v času njegovega javnega delovanja, da bi se zavedali spoznanj o njegovi božji naravi? Zato, ker je tukaj med enim in drugim obdobjem preteklo 30 let, recimo cirka. In je tudi tukaj te dokaze in povezave, a ne? Če vzamemo pri Mateju, ko so prišli modri z vzhoda, se je vznemiril Herod in ves Jeruzalem z njim. Ja, če so bili vsi vznemirjeni, kako to, da čez 30 let noben ni vedel, da je otroček, ki se je v Betlehemu rodil, zaradi katerega so tako jih tok in tok pobili, da je pa zdaj prišel javno nastopati. Se pravi, to razkrivanje Jezusove božje narave ni bilo od začetka, to, kar sva že prej govorila o kristologiji, ampak je prišlo torej do tega spoznanja znotraj skupnosti Jezusovih učencev po veliki noči. In v tej luči so torej začeli potem sestavljati, se to je pa odražalo, da je v bistvu Jezus Bog, se ta čudež je pokazal, kako oče po njem deluje, kako božja moč v njem deluje in tako naprej. Tukaj je potem to sestavljalo, ampak ko je prišlo do tega spoznanja, da je Jezus Božji sin, umrl na križu in vstal od mrtvih in nas s tem odrešil. In v tej luči so potem začeli te stvari nazaj tako gledati. Nekatere stvari, ki jih poslušamo, denimo v evangeliju, tudi sedaj v času božične
devetdnevnice o Jezusovem rodovniku, da nimo, se nam nekako zdijo morda odveč ali pa nepomembne. Zakaj je tako pomembno poznati ali pa slišati o Jezusovem rodovniku? Ja, vse veste, da je to mogoče tisti odlomek, pri katerem vsi majčken, skoraj da rečemo, čeprav govorimo zdaj v Božji besedi, v Evangeliju, ampak skoraj majčken trpimo, ki se začne, rodovnik Jezusa Kristusa, Davidovega sina, Abrahamovega sina. Abrahamu se je rodil Izak, Izaku Jakob, Jakobu Juda in njegovi bratje in tako dalje. Vse, dokler ne pridemo do zadnjega stavka. Jakobu pa se je rodil Jožef, mož Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki se imenuje Kristus. In se človek vpraša, pa zakaj moramo to premaš poslušati? Sej, kaj pa imamo od tega, kaj te pa lahko nagovori? In ravno v prvi vrstici je tisto, s čimer Matej pove namen in smisel tega rodovnika. Rodovnik Jezusa Kristusa. To ni priimek Kristus. Jezusa Mesije, odrešenika. Davidovega sina, Abrahamovega sina. Kar pomeni, da je, če je Davidov sin, pomeni, da je potomec iz rodbine kralja Davida, kar hoče s tem že a priori Matej svojim bralcem, ki so lahko kristjani, ki so išli iz judovstva, lahko pove, to je tisti, o katerem je prerok Natan napovedal že kralju Davidu, da bo na njegovem prestolu sedel njegov naslednik iz njegove rodbine. Torej, Jezus Kristus je Davidov potomec in to jaz nameravam zdaj vam pokazati s tem rodovnikom, ampak ni samo Davidov potomec, je tudi Abrahamov potomec. Se pravi, izvira iz našega naroda, izvoljenega ljudstva. Torej, in zato začne s to perspektivo. Medtem ko Luka, ki sicer rodovnika ne umesti v pripoved o Jezusovem rojstvu, ampak po nastopu, po začetku Jezusovega javnega delovanja, ima pa obratno perspektivo v nasprotni smeri in se ne ustavi potem na koncu pri Abrahamu, ampak celo pride do Adama, Adam pa Božji, s čimer hoče pokazati, da odrešenje ni namenjeno izključno samo pripadnikom Božjega izvoljenega ljudstva, torej Izraelcem, ampak vsemu človeštvu. Čeprav je Jezus bil spočet po Svetem Duhu, brez sodelovanja moškega, pa vendar obstaja vprašanje, kdo je Jezusov dedek. Ja, odvisno, kjer ga evangelista beremo. Računajte, da rodovnik ni narejen z namenom, kot si recimo danes v želji, da bi pokazali ali pa odkrili, kdo so naši predniki, sestavimo rodbinsko drevo in ugotavljamo, naš praded ali pa naš prednik tam iz 1800 je pa, ne. Ampak gre predvsem za to simbolno. Se pravi, tukaj ni zgodovinska nujna povezava, čeprav so ljudje, ki so povezani zgodovinsko, ampak gre za teologijo spet. Torej, tiste temeljne teološke momente, da bi se pokazalo, da je Jezus v resnici Kristus, Božji sin. Zakaj pa so v Jezusovem rodovniku tudi ženske? Pri Mateju so zato, da pokaže, da nas malo zbode, ker pri Judih ni bila navada ali pa bolj redka navada, da so vključevali ženske. Tukaj pa Matej vključi 4 ženske. Tamaro, potem Ruto, Bačebo in pa še Rahabo. In seveda na koncu Marijo kot peta. In prve 4 so nekako kompromitirane. Še posebej Rahaba, ki je bila prostitutka in tako naprej. Vse so na neki način, skoraj bi lahko rekli, mogoče od teh še najmanj Ruta, na neki način z neko grešnostjo ali pa grešno situacijo, v kateri so se znajdle, da ne bomo zdaj bogih žensk poštempljali, ker so bolj moški krivi. Tukaj, če vzamemo Bačebo, ki je omenjena samo kot Urijajeva žena, je tako David kriv, ne pa ona, če bi šli skozi te perspektive. Tako da ne bomo zdaj rekli 4 grešne ženske, ampak
4 ženske, ki so se znašle v grešnih situacijah, ampak so bile ključne za naprej. Če Tamara ne bi terjala, da se izpolni ta dolžnost, da bo vendarle dobila potomstvo in je pač zvijačo svojega tasta Juda v to pripeljala, ne bi Juda vročil naprej. Zato je bila ključna tukaj not, pa čeprav se je zdelo, da uporablja zvijačo. In tukaj pokaže vse do Marije, ki pa seveda ni v tem smislu nič kompromitirana, ampak je tista, ki je odprta še bolj, kot so bile tiste 4 predhodne ženske, najbolj odprta za Boga in najbolj čista tudi v njej. Mnogi imajo težave, tudi se najde kakšen teolog, denimo med vami, ki ima težave s tem, da bi Marija deviško spočela, brez moškega. Zdi se jim to celo nemogoče. Kaj bi jim povedali? Najprej mi je všeč, da ste formulirali tako jasno in eksaktno, zato ker ponavadi te pojme pomešamo s praznikom brezmadežnega spočetja Device Marije in potem, ko nekdo reče, Marija je brezmadežno spočela. Ne. Se pravi, da imamo mogoče tukaj najprej prvo ločnico dati. To, da je Marija brezmadežna, pomeni, da sta Joachim in Ana, ko sta spočela Marijo, je bila ona obvarovana madeža izvirnega greha. Torej, govorimo ob tem, ko je bila Marija spočeta in zato je brezmadežna. Medtem, ko je Marija spočela Jezusa, ga je spočela po nadnaravni poti. In to praznujemo seveda 25. marca v bogoslužnem koledarju. Da bi tukaj šli dokazovati in karkoli je nesmiselno, zaradi tega govorimo o veri. Če sprejmemo to, kar sta nam evangelista predala in kar nam je izročilo cerkve prineslo, kar nam je skupnost cerkve prinesla. Ker dostakrat lahko kdo začne razmišljati, to so pa zdaj neki mastermindi v zadju, nekdo je, neki strici v zadju so stvari skorigirali in zrihtali, da je tako šlo naprej, kaj je šlo. Če samo verjamemo v vsemogočnega Boga. Ampak je izročila cerkve, ki ga je skupnost prinesla, zato pa imamo danes evangelije. Najprej so bili pripovedovani znotraj skupnosti in skupnost je to izročilo skrbno varovala, da imamo lahko mi danes to, kar imamo in da lahko zdaj slednjič vzamemo v roke svetopismo. Tako da tukaj se z nekom preklati o tem ali pa dokazovati, da je kako in zakaj je bil Jezus nadnaravno spočet, ali zdaj to sprejmemo ali pa ne sprejmemo. Povejte nam kaj o tem, kako je potekala sklenitev zakonske zveze pri Judih. Ja, to je pa ravno zaradi situacije, v kateri se znajde Jožef, zanimiva. V resnici je potekala v 2 korakih. In ko so že sklenili poroko in so se torej dogovorili, da se bo potem po 1 letu žena preselila k možu. Ampak to je že prvi korak bil. Čemur mi zdaj danes rečemo recimo zaroka, da potem lažje razlagamo to, ampak v resnici je bil to prvi korak poroke in se v tem obdobju, dokler se žena ni preselila k možu, je bila tudi še možnost, da bi se ta drugi korak ne izvršil. In zato, ko se Jožef znajde v situaciji, da vidi nosečo Marijo, jo želi odsloviti. Se pravi, imel možnost, da prekine to pravni del, ki se je začel s prvim delom poroke. Ker ni bil nesramen, ker ni bil, ne vem, ker ga svetopismo opiše, ker je bil pravičen, se pravi pomeni, da je bil Božji, da je veroval Boga, je hotel to zadevo, dobro, jaz nisem oče tega otroka, tisti, ki je, ne prevzame očetovstvo, jaz ne bom zdaj tlele delu zdraha, ne bom Mariji delu težav, predvsem in ne bom dal biti iz neke jeze, zamere, maščevalnosti, kar bi vso pravico. Prav v tem je bila njegova pravičnost do Marije. Absolutno. Ker on bi lahko zahteval zadostiti njegovi časti, ki je bila prizadeta in tako naprej, ampak je zato sklenil, da je bo skrivaj odslovil, dokler seveda potem ni prišlo do novega interventa. In se je potem ta drugi korak potem avtomatično izvršil, ko se je Marija preselila na Jožefov dom. Kako so nekateri razlagalci prišli na polemike, da je Jezus bil nezakonski otrok? To so bile v resnici potem
ne kot stvari razlagalcev, ampak bolj stvari nasprotnikov prvih krščanskih skupnosti, ki so hoteli pač učitati oziroma sramotiti kristjane, da verjamejo v neke bajke in da je Jezus nezakonski otrok nekega rimskega vojaka oziroma da je to iz posilstva bilo in tako naprej in tako naprej. In je šlo za blatenje in tako so tudi prvi cerkveni teologi, cerkveni očetje, nekateri od teh pisali in se pač preklali in dokazovali tistim svojim nasprotnikom, ampak to so stvari, ki so v resnici pol bajke. Kaj pa pomeni, da bi se naj Jezus rodil pred Kristusom? To je malo tako, lahko na duhovit način rečemo. Namreč, ko je skitski menih Dionizij Mali preračunaval oziroma skušal izračunati datum Jezusovega rojstva oziroma letnico Jezusovega rojstva, se je malo uštel, pač, ker je bilo toliko različnih koledarjev. In zato strokovnjaki, zdaj pa zgodovinarji, ko gledajo na te stvari, v resnici je problem pri tem, ko je kralj Herod umrl leta 4 pred datacijo sedanjo Kristusovega rojstva, oziroma rečemo 4 pred našim štetjem. Tako da Herod, ki je preganjal Kristusa, je torej tisti mejnik, ki lahko pokaže, kdaj ne bi bilo torej Kristusovo rojstvo. Strokovnjaki pa v generalnem so si enotni, da nekje med letom 6 in 4 pred Kristusom takrat ne bi se rodil Jezus. Prej sva že govorila o modrih z vzhoda, nisva še nekako zaključila te teme. Kakšna je resnica o njih, ki jih imenujemo trije kralji? So bili res trije? In ali so bili res kralji? Ja, to jih je bolj naredilo ljudsko izročilo. Kralje. Bili so, kot se lahko iz tega sklepa in same besede, ki je uporabljena, ki jo Matej uporabi, magoj, da so bili lahko pač astronomi, astrologi, znanstveniki, strokovnjaki, pač to je bilo vse znotraj istega foha, če smemo reči. Torej, modreci, ki so raziskovali vesolje, vesoljne pojave in tako naprej. Verjetno bo to modreci bolj primerni izraz. Morda res, zato pa je prevod tudi modri z vzhoda. Koliko so bili zgodovinski, koliko ne, koliko je to neka odslikava starozavezne tematike o modrecu Bileamu, ki naj bi preklel Izraelce, pa jih je nasprotno blagoslovil, ki je videl vzhajati zvezdo iz Izraela, ki je potem lahko po Matejevi prislikavi v Novo zavezo tista zvezda, ki torej te modre vodi z vzhoda v Betlehem. Koliko je tukaj zgodovinskega in koliko ne, je drugo vprašanje. Se lahko tudi odkriva neke nebesne pojave, ki so se v tistem obdobju, v tistih letih možno da zgodili, kolikor pač omogočajo zgodovinski zapisi. Ampak bolj kot karkoli drugega je to bistveno, da Matej pokaže, da kljub temu, da je potem, ko je zapisal Jezusov rodovnik, ki je Abrahamov in Davidov sin, se pravi potomec izraelskega naroda, vendarle je namenjen ne samo izvoljenemu božjemu ljudstvu, ampak tudi poganom. In zato na poseben način mi praznujemo prav praznik Gospodovega razglašenja, ali kot po domače rečemo, sveti tri kralje. Morda nam še poveste kaj o starozaveznih ozadjih pripovedi o Jezusovem rojstvu. Tako kot je tukaj pri modrih lahko vidimo to ozadje, lahko vidimo tudi pri recimo zgodbi o Janezu Krstniku, ki je postavljena paralelno z Jezusovim rojstvom, kjer sta torej Zaharija in Elizabeta neplodna in ne morata dobiti otroka, tako kot je to v tipologiji Abrahama in Sare, ali pa potem tudi matere preroka Samuela, ki je bilo ime Ana, ki tudi ni mogla spočeti otroka, in so to neke tipologije, ki so starozavezne, ki jih je Luka tudi kot elemente vnesel v svojo zgodbo.
Kakšna pa so zgodovinska dejstva o popisu prebivalstva, ki sta se mu podredila tudi Jožef in Marija? In zakaj je Luka podal tako podroben opis dogajanja v zvezi z vladarji in popisom? Eno je, da s popisom vladarjev, pa ne samo vladarjev, ampak tudi duhovnikov, ko zapiše, da sta bila Hana pa Kajfa takrat velika duhovnika, skuša podati en zgodovinski svetovni okvir. Torej, Jezus se ni kar zgodil nekje, nekoč, nekdaj, ampak takrat, ko je bil ta cesar, ko je bil ta kralj, In ko je bil torej tudi Kvirini cesarski namestnik v Siriji. Enako naredi tudi potem na začetku Jezusovega javnega delovanja, spet umesti, kdo je bil cesar, kdo je bil veliki duhovnik, kdo je bil prokurator in tako naprej. Pri čemer je Luka tudi mal pavšalen zgodovinar v nekih vidikih. Oziroma, mogoče kakšne stvari poenostavlja, predvsem pa, kar je ključno za njega, če sta torej Jožef in Marija živela v Nazaretu, jo mora on na neki način spraviti v Betlehem. Ker, če beremo Mateja, pri Mateju sta Jožef in Marija že v Betlehemu, živita v Betlehemu. Medtem ko Luka, ki ve, da je pač Marija bila iz Nazareta, mora Jožefa in Marijo nekako spraviti dol, mora najti Uržah. Ta razlog pa je Kvirinjev popis. Pričemer zgodovinari jasno datirajo Kvirinjev popis v leto 6 ali 7 po Kristusovem rojstvu. Kar pomeni, če bi šli gledati na dejansko obdobje, ko skušajo datirati torej dejansko Jezusovo rojstvo, in nekje cirka 10 let po dejanskem Kristusovem rojstvu bil ta popis. Katero je torej resnično leto Jezusovega rojstva? Kot sem prej rekel, nekje med 6 in 4 verjetno datirajo. Pa sej v končni fazi to ni ključno, pa to ne pomeni, da Jezus ne bil zgodovinska osebnost. Če nimamo natančnega leta njegovega rojstva, ni še manj datuma. Ker na koncu prav vse to točno oprijeti, pa stisniti not, ne vem, si izgubimo potem tisto, kar je bistveno, no, se mi zdi. In tukaj iska zdaj točno, zdaj pa takrat bilo, pa tam, pa tako naprej. Lahko, se v veri tudi kakšne stvari rabimo kot dokaz, ampak vera ni empirični sistem, sistem empiričnih dokazov ni znanost. Si pa z njo tudi pomagamo, ravno zato je Raymond Brown in ostali razlagalci posegajo po znanstvenih aparatih, da so lahko prišli do teh spoznanj. Tudi do tega, da je Kvirinjev popis se dejansko zgodil nekje leta 6 ali 7 po Kristusu. Kam je Marija položila novorojenčka? Kaj natančnega se ve o tem? Beremo namreč, da zanjo ni bilo prostora ne v hiši, ne v prenočišču. Kje se je torej Jezus zares rodil? Ja, pri Mateju se je v hiši rodil. Medtem ko Luka pa pokaže drugo perspektivo, iz katere se je potem malo tudi napletlo tega ljudskega izročila, ki je v slikah, pa v filmih, pa v risankah, kako Jožef in Marija prideta zadnje trenutke v Betlehem, trka Jožef po vratih, Marija je že na usličku, že skoraj voda odteka in Jožef trka in prosi in tam so zoprni gostilničari, ki ni noče sprejeti, nesramni, hoče on plačati, odvrača stran in tako naprej, ali pa noče sprejeti, ker sta tako uboga in revna. Tukaj je ljudsko izročilo, to, kar sem zdaj govoril. Luka preprosto napiše, da ko sta bila že v Betlehemu, je prišel čas njenega poroda. Ne, ko sta zadnji trenutek prišla. Se pravi, sta že bila v Betlehemu, je prišel čas njenega poroda. Zdaj, če je Jožef po svojem rodu izvira iz Betlehema, potem, če že ni imel vikenda v Betlehemu, da ima malo hec, tako reči, je pa prav gotovo imel kakšnega bratranca ali pa kakšnega drugega sorodnika, ki bi ga lahko torej sprejel. In ker je bila verjetno hiša vsa polna, so potem tudi Marijo, ki je rojevala, pač izpred vseh ostalih ferbcev umaknili stran, oziroma tudi potem, ko je rodila, da je imela mir z Jezuščkom, ga je pač položila v jasli. A je to zdaj nek del, ki je bil kot del hiše, v katerega je potem dejansko v tiste jasli vložila, ali je bila to neka zibka, ki je stropa visela, ker druge ni bilo prostora, ali je to morda res
neko prenočišče, kot neke vrste gostišče, ki so bila v tistem času kot neka dvorišča, kjer so pod nekimi nadstreški lahko gostje spali, in pod njimi je bilo pač kot neka, danes bi rekla, garaža za avto, ne, torej, kjer so pa spravili v hlev živali in ne bi morda v take jasli, torej Marija položila Jezusa. Beremo, in rodila je sina prvorojenca, ga povila in položila v jasli. V čem je simbolika jasli? Simbolika jasli je predvsem v citatu oziroma tej povezavi, ki smo jo, o kateri smo že prej govorili, o tem starozaveznem ozadju, ki izvira iz Izaija, da vol pozna jasli svojega gospoda, Izrael pa ne. Da bi torej, zdaj se pa je rodil tukaj v jaslih. Pa z vso ostalo simboliko, kot Betlehem, kot hiša kruha, na slami Jezus, torej živi kruh. Prej, ko ste omenjali pastirje, razmišljam, zakaj je Luka postavil pastirje v ospredje svoje pripovedi. Kaj je bilo značilno za takratne pastirje? Ja, vsekakor niso bili to oni luškani pastirčki, ki jih mi postavljamo v jaslice z ovčkami in so res tako ljubki luškani, a ne? Ampak to so bili neki obrobneži, robateži, malo socialni ljudje, mogoče je bilo boljš, da ga niti nisi srečal, ker so bili tako malo posebni, ne? Ampak ravno ti obrobneži so tisti, ki so deležni prvega oznanila, da meni, da je Jezus vsem namenjen, da ni prišel med neko elito, ampak ravno ta preprostost, ta duhovni vidik je tukaj noter, izpostavljen. Marija pa je vse te besede shranila in premišljevala v svojem srcu. Ona je torej tista, ki naj bi svoje spomine na dogodke posredovala apostolu Luku, kot ste rekli. Ne? Bi to bilo mogoče, torej, da je ona osebno njemu o tem pripovedovala? Sicer, kako bi on tako natančno to popisal? Možno bi bilo, in na podlagi teh stavkov, ki ste jih zdaj citirali, ki je večkrat navajen noter, Marija je pa vse te besede shranila in premišljevala v svojem srcu. V resnici ne odražajo te zgodovinske perspektive, da je Marija pa potem to zdaj premišljevala in potem v Luku kasneje poje bil čas, ampak da v resnici njeno držo učenke. To je eden ključnih momentov pri Mariji. Marija je Božja mati in je učenka. In je prototip učenke. Ona je prva učenka. Zato lahko reče, glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. Ker vstopi v šolo Gospodova in s tem vabi tudi nas, da bi tudi mi dogodke, ki se nam zgodijo, ali pa besedo, Božjo besedo, ki jo beremo, da bi te stvari shranili in premišljevali v svojem srcu. To je tisto, kar ste me na začetku vprašali, kaj narediti v adventu. Da stvari vzamemo v svoje srce in premišljujemo v svojem srcu. Ne v hrupu, ne s slušalkami, ne z ekrani. Da bi to prineslo sadove, ne? Ja, ampak to je tisto, če Marija spočne nadnaravno, ko beseda vstopi vanjo in rodi Kristusa potem, tudi za nas to, da bi mi s tem, ko stvari premišljujemo v svojem srcu, da bi to spočeli v našem srcu in rojevalo Kristusa v ta svet. Ampak če ga pa ne nosimo mi v svojem srcu, če tega ne premišljujemo in ostaja v nas, tudi ga ne moramo prenašati v ta svet. Pater Andraž, odrešenikova pot je šla od jasli do križa. To je pospremil tudi izjemno tragičen dogodek, poboj betlehemskih dečkov. Kaj razmišljate o resničnem razlogu za to tragedijo? Ja, tako kot jo predstavi evangelist Matej, je vsekakor tukaj ogroženost prestola. Tako. Herod je judovski kralj, ne Jezus, čeprav bo na koncu na križu ravno to pisal. Ampak ravno to, kar je sicer ne samo pri Herodu, ampak sicer pri samodržcih ali pa tudi sicer lahko v našem življenju, ko se čutimo ogroženi, bi vse tekmece zrinil stran, zbrisal. Ampak pri Mateju je večja tipologija. Hoče pokazati, tako kot je Herod preganjal že otrok Jezusa kot
dojenčka, kot otročka, tako bo Jezus tudi na koncu preganjan in se bo zgodila kalvarija in bo nad njim, torej, kot sem rekel, napis, da je judovski kralj. Ampak to ni konc zgodbe. Jezus bo vstal od mrtvih. Da tukaj ni tragedija, ampak je odrešenje, ker je Kristus od mrtvih vstal. Kaj zanimivega pa ste raziskali potem o poti svete družine, o begu v Egipt in o samem bivanju v Egiptu? Dejva še enkrat povedati, nisem jaz raziskoval. To je raziskoval Raymond Brown, ki pa recimo odpre zelo zanimive zadeve, ki so ponavadi tudi potem vključene v naša izročila, ki jih pa prenašajo zunaj biblični spisi, iz katerih črpa potem ljudsko izročilo. To so apokrifi, ki niso prav nič skriti, ker jih imamo tudi objavljene in prevedene tudi v slovenščini. In naprimer, eden najbolj uporabljenih je Jakobov protoevangelij, iz katerega so tudi črpali in se navdihvali slikari za svoje stvaritve, in na koncu imamo tudi nekatere praznike, ki jih ne najdemo v Svetem pismu, vhajamo pa jih v bogoslužnem letu, ki izvirajo ravno iz Jakobovega protoevangelija, pomeni zaroka Jožefa in Marije, darovanje Device Marije v templju in tako naprej in tako naprej. No in ti zunaj biblični spisi ali pa apokrifni spisi prinaša potem seveda razne zgodbe, kaj se je dogajalo torej z Jožefom, Marijo in Jezusom, ko so bežali v Egipt, kako so se dateljnove palme sklanjali, pa da je Jezus se lahko nasitil. Prav neke legendarne zadeve, vključno z vsem tem, da so nekje na poti jih napadli celo in hoteli uropati, in to sta bila ista dva razbojnika, ki sta bila potem kasneje z Jezusom križana. Ampak a veste, tukaj ravno to je tisto, kar loči apokrifne spise od kanoničnih, torej svetopisemskih spisov. Ko uporabi neke zadeve, ki so v Svetem pismu, in jih potem po svoje domišljijsko razvija. Računajte, ne, če smem tudi še nekaj, ravno Jakobov protoevangelij, in z tega vam bo jasno, zakaj ni del kanoničnih evangelijev v Svetem pismu, ki sicer najbolj Jakobov protoevangelij piše, da je Jezus se rodil v votlini, ampak ob tistem rojstvu je pomagala neka babca, in ki jo je zanimalo, a je Marija res devica. In ker je šla to sprobati, se je njena roka vnela in potem je Marija rekla, zdaj moraš pa moliti k Jezusu, da se ti bo to kot pač neka božja kazen. In potem je ona poklekala tam in molila k Jezusu in se je potem tista roka nazaj ozdravila. Tako da, vidite, take neokusne zadeve, ki v resnici nimajo zveze s teološkim sporočilom, da je Jezus Kristus odrešenik. In tudi ne zveze s tistim zapisom v Svetem pismu, da če bi hoteli popisati vse, kar se je dogajalo v Jezusovem času v zvezi z njim, ne bi mogli zaobseči vseh knjig sveta. Ne? Tako. Ja, pater Andraž Arko, res najlepša hvala, da ste prišli med nas. Nekaj tistih čarobnosti je izgleda sedaj pri vaših razlagah izginilo, ki smo jih imeli v zvezi z našo božično zgodbo, kako smo doživljali Jezusovo rojstvo do danes. Vendarle je pomembno odkrivati te resnice, da bi človek ne živel v nekih napačnih predstavah. Da ne bi živel v neki romantiki, kar pa ne pomeni, da je kaj narobe s tem, če čustveno in lepo doživljamo Božič in praznike. Hočemo romantiko tudi s tem, ko si želimo ali pa mnogi želijo v času Božiča sneg, belo pokrajino, v času Jezusovega rojstva pa tega ni bilo tam, ne? Ja, se je tudi bolj redko, ki je zasneži dal, ampak lahko je tudi neko to hrpanenje prav, zato ker je tudi povezano z nekim čustvovanjem in čustvenim spominom iz otroštva. S tem ni nič narobe. Ampak tudi ni namen, da bi razbijali kakršnekoli podobe in predstave o tem. Ampak da se pa mogoče, kar je najbolj bistveno, srečamo s samim besedilom, ki ga prinašata torej Matej in Luka. In da mogoče to božično zgodbo vzamemo zares, pa še bolj kot to, ne da ostanemo pri razmišljanju, kaj bi to pomenilo, pa kaj ono, ampak da spravimo na globlji nivo. Kaj, Gospod, mi hočeš ti meni danes tukaj in zdaj s to besedo povedati?
želiš, da ta beseda obrodi sad v mojem življenju. Zadnje, to je najbolj bistveno, ne, če zaključiva Ključno. s tem, da Ključno. je to naše osebno približanje Jezusu Kristusu najbolj pomembno. pri tem, ne. Tako. Najlepša hvala. Knjigo Prava božična zgodba je izdala Založba Iskreni. Založba Iskreni, tako da naše gledalke in gledalci si jo lahko nabavijo, tudi še globlje razmišljajo o tem, kar smo pač mi dva hotela zajeti v tem kratkem pogovoru, da rečem, ne, čeprav enournem. Najlepša hvala Hvala lepa za za vaš povabilo. obisk. in Želimo pozdrav vam vsem. res lepo praznovanje, globoko doživetje letošnjega božiča. Tudi vam, drage gledalke in gledalci, hvala za vašo pozornost in če želite, nabavite to knjigo. Veliko vam bo pomagala pri razmišljanju o tem, kako se je v resnici dogajalo ob Jezusovem rojstvu. Prava božična zgodba.